Potem vas pa še enkrat lepo pozdravljam po ogledu tega iz mnogih aspektov zelo zanimivega filma, ki mislim, da je tudi ena taka res lepa popotnica za poletje. Prav lepo pozdravljam Toma Turka. Težko si predstavljam po ogledu tega filma primernejšega gosta za pogovor. Mislim, da najbrž doktorja Turka mnogi med vami poznate, je profesor na Biotehniški fakulteti, biolog, sicer pa je morje njegova ljubezen, je tudi potapljač, avtor več knjig o Jadranu, o Sredozemlju, pozna ga od zgoraj in iz morskih globin. Lepo pozdravljeni. Dober dan vsem. Mogoče vendarle na začetku, da vas vprašam po enem takem prvem vtisu po ogledu filma o Jacquesu Cousteauju, po ogledu filma, ker nekaj več vemo o njem. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Torej, film, ki smo si ga pravkar ogledali, je nedvomno poučen in zanimiv, ker morda odpira en drug pogled na to romantično predstavo o morju, pa tudi pravzaprav o samem Jacquesu Cousteauju, ki ga tako na hitro vsi seveda idealiziramo in ga imamo za največjega oceanografa ali pa raziskovalca morja, popularizatorja morja in tako naprej, ampak seveda tako kot vsaka druga oseba, tudi ta njegov profil ni seveda samo bel, ampak je tudi nekaj črnine v njem. Vedeti pa moramo seveda, da je Cousteau seveda še danes največji raziskovalec in tudi lahko rečemo popularizator morja, ki pa skozi to svojo družinsko zgodbo pravzaprav pripoveduje, jaz bi rekel, neko evolucijo tega njegovega pogleda na morje, na raziskovanje morja in tudi na prioritete, ki so s tem povezane. Mi danes seveda lahko gledamo na te stvari drugače, zato ker v zadnjih recimo letih, ker se je on začel angažirati, torej govorimo zdaj do danes v obdobju nekako 80 let skoraj, so se stvari korenito spremenile. Danes vemo o teh stvarih praktično vse. Pred 80 leti je bilo morje in pa predvsem podmorje neodkrit planet. In seveda, če si hotel to raziskovati v tistih časih, si moral tako kot vedno dobiti denar za to. Žal, še danes je tako, ampak danes so morda prioritete nekoliko drugačne, o teh stvarih tudi po njegovi zaslugi oziroma po zaslugi njegove ekipe vemo več. In danes vemo, kako so oceani ogroženi, kaj jih vse ogroža, kaj smo uspeli narediti pravzaprav z oceani v zadnjih 30-40 letih, kljub prizadevanju o ohranitvi morja, s katerim se pravzaprav danes tudi ta film konča. Vemo, da je danes pravzaprav ta planet in seveda oceani pri tem niso izjema, bistveno bolj ogrožen, kot je pa bil pred 60 leti, ko je Cousteau začel svojo zgodbo. Mogoče, če se vrneva čisto na začetek filma, ko Cousteau s svojimi sodelavci začne kot prvi uporabljati napravo, ki je najbrž res dramatično spremenila pogled na morje, raziskovanje, to so akvalunge. Se mi zdi zanimivo, on po izobrazbi ni ne biolog, ne filmar, bil je tehnično izobražen človek, študiral je za aviatika,
potem, ko tudi vidimo v filmu, mu je pot prekrižala nesreča, ampak nekako se zdi, kot da so se vse zvezde zbrale na pravem mestu. Ja, seveda, ne, on je pač imel neko vizijo, ne, pravzaprav je zaslutil lahko rečemo, intuitivno neko nišo, ne, ki je bila pravzaprav tabula rasa, ne. In seveda, tako kot ste rekli, kot tehnično izobražen človek je skupaj z Emilom Gagnanom, ne, ki je bistveno pripomogel k temu patentu akvalunge, oziroma bolje rečeno, temu rečemo potapljači regulator na zahtevo, ne. To pomeni, da ko imaš ta regulator priklopljen na posodo, v kateri je komprimiran zrak, ti ta dozira zrak samo, kadar ti to hočeš. Z drugimi besedami, takrat, ko moraš vdihati, ne. Regulator odpre dovod zraka in potem ga zapre. Seveda pred tem tega niso poznali in pod morjem seveda težki potapljači so lahko delali, s tem je moral skozi nekdo dovajati zrak, ali ročno ali s črpalko. In je bilo potapljanje omejeno na zelo ozek krog profesionalcev, potapljačev, ki so seveda pri tem doživljali tudi številne nesreče. Te težka oprema, skafandri se niso uporabljali za raziskovanje morja, ampak za delo pod morjem, ne. S tem aparatom, torej z akvalungami, pa so se odprle popolnoma nove dimenzije potapljanja in seveda s časoma, z leti, ko je šel tudi razvoj te potapljaške opreme naprej, je postalo morje dostopno večjemu številu ljudi, danes praktično vsakomur, ne. In s tem se je tudi vedenje o življenju in vsem drugih stvareh pod morjem širilo, zavest o pomembnosti tega je naraščala in s tem je seveda tudi vse skupaj dobilo nek čist drugačen pomen, ne. Torej, ta revolucionarni aparat, ne, je pravzaprav spremenil pogled ljudi pod morjem in pa seveda jasno tudi razvoj fotografske in filmske tehnike, ne, ki je omogočala ogled tega v kinodvoranah in pa tudi kasneje preko televizije, ne, iz domače dnevne sobe, ne. Ja, Cousteau je nekako zelo hitro ugotovil, da je pogled v morje zelo privlačen in najbrž tudi ta razvoj, to, kar ste prav zdaj nazadnje rekli, fotografiranja, snemanja, to je bila tista druga revolucija. Zdaj v filmu nismo toliko natančno enih stvari, pač ni prostora v filmu za tako bogato življenje. Cousteau je že sredi 50-ih let za svoj film prejel v Cannesu Zlato palmo, posnel ga je skupaj z Louisom Malom za svoje filme, za ta isti film in še pozneje v 60-ih letih je bil dvakrat nagrajen z Oskarjem. Tudi ena zelo uspešna filmska kariera je njegova. Ja, ne, sej, če ste videli v začetku, ne, njegove kariere, pravzaprav je bilo vse podrejeno temu, ne. Njegove premise so bile seveda, zakaj to počne, so bile sprva, bi rekel, danes nekoliko smešne, ne, če bi gledal z današnjimi očmi to, ne. Torej, to življenje ljudi pod morjem, te njegovi lebi pod morjem in to naprej, to je dejansko vse preživeto, ker mu tudi v filmu potem ta naftni mogotec, ki ga je financiral, v bistvu na nek lep način pravzaprav pove, ne. Pač to je bila neka utopija, ki se je pa takrat lahko prodajala, ne. Hkrati seveda je pa bilo to nekaj popolnoma novega in to, da je dobil Zlato palmo v festivalu v Cannesu leta 1956, če se ne motim, ne, je bil pravzaprav prvi in do zdaj drugi, ne, dokumentaren film, ki je dobil to prestižno filmsko nagrado. Drugi je bil film Michaela Moora Fahrenheit 9/11, ne, leta v začetku 2003 ali tam nekje.
Torej, to sta edina dva dokumentarca, ki sta dobila to nagrado. No, seveda, kasneje je Cousteau dobil, kot ste omenili, tudi Oskarja, in kasneje seveda so njegovi filmi se s časoma, tudi kot ste videli, zaradi zasluge in njegovega odnosa z mlajšim sinom Filipom, začeli spreminjati in se je takrat po tem obisku Antarktike dejansko nekako orientiral potem na naravovarstvo, kjer so njegove zasluge seveda velike z tega pogleda. Je pa seveda tudi res, da se je takrat tudi že družbena klima nekoliko spreminjala, ne? Da, kot sem že prej rekel, zaradi dostopnosti morja, ki je podmorja, večjega števila ljudi, so se tudi seveda prioritete spremenile in pač on je to z neko pomočjo svoje družine spoznal in se potem usmeril v to veliko bolj, bi rekel, v rekovajih, pravično smer. Ne. Zdaj, film je zanimiv iz mnogih plati. Mogoče bi samo na eno drobnarijo, pa ne nepomembno opozorila. Se mi zdi, da ena boljših stvari v filmu je glasba, ki jo je prispeval slavni francosko-grški skladatelj Alexander Desplat, ki smo ga tudi kar v nekaj filmih letošnjega Bon-maja smo poslušali njegovo glasbo, ampak sicer, kar je bistveno nekako pri tem filmu, sta dve smeri filma, ki ves čas vzporedno tečeta. Ena je raziskovanje, ki se začne po drugi svetovni vojni, drugo je pa ta družinska zgodba oziroma kar družinska drama, ki poteka vzporedno in vse skupaj se nekako prepleta. Zdaj, meni nekako kot filmski kritičar, ki se mi zdi ta raziskovalni del precej boljše narejen na filmu, boljše prikazan, pa me zanima, Tom, vi kot strokovnjak, kateri so tisti posnetki v filmu, katere so tiste stvari, ki so bile za vas najbolj zanimive? Ja, no, jaz nisem filmski kritičar, daleč od tega, ne, tako da v tem umetniškem aspektu filma težko sodim. Vsekakor, mogoče sam beseda o tem, ta njegova družinska zgodba, ne, ki jo pravzaprav vse je znana, ampak širši publiki, ki gleda recimo njegove dokumentarce, pa ne. Ker jaz se spomnim, kot mulc sem gledal te filme in Kalipso, to je bila vedno neka taka wow, ne, mislim, to je res to je ena ekipa, ki živi, ki je složna, ne, kjer vse teče kot namazano, ne. Jasno, ne, to so idealistične predstave, v resnici najbrž ni bilo tako, ne, in tudi film to na nek način pokaže, ne. Tudi Falko, ne, oziroma ta, kako se mu reče, Beber, ne, on je bil ena taka tudi ikonična figura v teh filmih na Kalipsu, ne, vodja potapljačev in tako naprej. Marsičesa verjetno ne vemo, ampak to se veste, posod tako, ne. Jaz, ko sem bil mulc, pa ko sem pošel študirati biologijo, sem vedno rekel, ne, morski biolog, to je pa to, ne. Ampak nekje tisti ideal, nekje pa potem, ko ti moraš to res početi, ali pa tlele recimo je lep prikaz, ki je sicer verjetno narejen v neki banji, ampak ta Pesič, ne, ki ga kažejo prehod iz Ushuaie na antarktični polotok, ne, temu prelivu se reče Drake Bay. Jaz tam nisem bil pa je moj sin, ne, ki je tudi morski biolog in je imel priliko iti na Antarktiko med svojim študijom na Univerzi St. Andrews in mi je rekel, ne, ko smo se vozili čez Drake Bay, to je približno 2 dni, dobra 2 dneva iz Ushuaie, prav, ja, nič, 2 dni bruhaš, ne, zato ker pač valovi so tam 10-12 metrski valovi, piha, in če si predstavljate tegale Kalipsa, ne, to je bil minolovec, to je približna velikost ladje recimo našega pokojnega maršala Tita, ne, Galeba, ne, to je približno ista ladja, ne,
In to ni vse skupaj nič, ne. In zdaj pluti s tem na Antarktiko, garantiram, da ni ravno prijetna izkušnja, ne. Če moraš pa še kaj delati, že krompir rezati, je tam problem, ne. Kaj šele, mene pa sin rekel, oni so praktično čez celo pot so mogli biti na palubi in so opazovali pač te oceanske ptiče, so jih mogli popisovati, recimo albatrose in podobne, ne, strmoglavce, viharnike in tako naprej. In če se ti ladja tako gunca, ti moraš pa z daljnogledom gledati na obzorje in ptiče iskati. To ni zelo zabavno, ne. Se pa sliši zelo romantično, ne, sem bil pač na Antarktiki in tako naprej. No, če se sam vrnem k temu nazaj, posnetki v tem filmu, ne. Zdaj, seveda, mi moramo vedeti, da tako kot vse drugo, je vse odvisno od tehnike, ne. Ko je Cousteau začel snemati filme, recimo, če si pogledate nagrajen film, torej ta Svet tišine, ne, to danes vsak amaterski snemalec svojo kamero pod vodo bi lahko naredil bistveno boljše, ne, tehnično gledano, ne. Ker je to pač bilo pred 50 leti, kakšni digitalni video zapisi, nič, ne, to je bilo vse delano na filmski trak, tako da tega ne moramo primerjati. Jasno, ta film je narejen tukaj, zdaj, mislim, da 2016 je bil narejen, ne, in seveda mora biti narejen tako, da tudi izgledajo posnetki nekoliko arhaično, ne, ker pač prikazujejo življenje v tistem času. Tako da meni se te posnetki ne zdijo nič posebnega, no, čisto tako po pravici povedano, ne. Še najlepši posnetki v tem filmu so recimo te posnetki Grbavca, kita, ne, in tega snemalca, ne, ta posnetek je tak, ne, ampak vsak film danes na Discovery Channel pa National Geographic ali pa Animal Planet je v bistvu boljši, ne. Ni pa poanta to, ta film ne govori o tem, ne, kakšne filme se da snemati, ne, z današnjo tehniko se da praktično vse, ne, če imaš denar, ekipe, National Geographic Channel, tisto, kar hodijo oni posnet, ne, je seveda to narejen z ekipo in z številnih ljudi in seveda z lepo vsoto denarja se pač to z današnjo tehniko da narediti. Film so snemali na različnih koncih sveta, kot sem pa že rekla prej, pred ogledom filma. Kar lep del filma je pa bil posnet tudi na Hrvaškem, na hrvaških otokih. To pa je zdaj področje, ki ga kar poznamo, vi, Tom, še posebej. Ja. Ne vem, kaj bi radi slišali. Ja, najprej mogoče, a ste prepoznali kakšen detajl z katerega od otokov, a je mogoče tudi kakšen podvodni del bil posnet v Jadranu? Ja, zdaj težko rečem, jaz mislim, da pač to seveda ta njihova hiša, ne, ki je originalna v departmaju Var, to je v bistvu Azurna obala oziroma tam zraven, je tukaj, seveda to je bilo posnet na enem od jadranskem otoku. Jaz zdaj težko rečem, je to Vis ali je to Hvar, pač tam nekje v južnem verjetno Hvar, ker je veliko teh manjših otokov, mogoče kje na območju Paklenih otokov, ne vem, ne. Ampak, ja, ne vem, mogoče kdo od vas ve, vsekakor je to tipičen ambient, ne, tega dalmatinske obale, ne. Pod vodo, težko rečem, glede na ene par vrst rib, bi jaz bolj rekel, da je to posnet nekje v zahodnem Sredozemlju, ker tam sem opazil ene vrste ribe, ki jo v Jadranu ni. Drugače pa morda, ne vem, modra špilja na Bišovu, tisti detajli nekako spominjajo na to, ampak tega je veliko pod morjem, ne, in tam je težko točno reči, to je pa tukaj ali pa tam, ne. Nekje v tem akvatoriju pa verjetno je, ne. Kako ste pa vi začeli s temi potapljanji, s fotografiranji, z raziskovanji?
ne vem, tamle Dadi še kle. Ja, v bistvu ne, ta zgodba se je začela, no morda raven to, ne, jaz sem pa se začel potapljati v Društvu za raziskovanje morja. To društvo je pač najstarejše potapljaško društvo v Sloveniji in je bilo tudi prvo tako društvo potapljačev. Jaz sem se začel potapljati leta 1979 kot študent, kot bruc prvega letnika študija biologije. In potem čez nekaj let sem se začel ukvarjati tudi malo s podvodno fotografijo. Drugače pa, hotel sem to povedati, no, eden od ustanoviteljev tega društva je bil tudi moj profesor, profesor Mišo Štiren, in ena recimo takih zanimivih stvari, ne, ki so nekako lahko potegnemo paralele, ne, kako je Kusto dobil denar. Profesor Štiren je bil ustanovitelj morske biološke postaje v Piranu in seveda takrat je bilo treba tudi dobiti denar, tudi za raziskave, ne. Recimo oni so šli 2 odpravi na Rdeče morje in zato, da so si zaslužili denar, so morali delati na teh velikih pregradah, na Asuanskem jezu so delali, potem so delali na jezu Kariba, mislim, da je v Etiopiji, ne. Torej, s temi podvodnimi deli so zaslužili denar, da so lahko najeli ladjo, da so lahko šli na te takrat zelo pravzaprav oddaljene, ne. To morate vedeti, da to je bilo v koncem 50-ih, 60-ih let, se pravi nekako v istem obdobju, kot je tudi Kusto s temi svojimi filmi uspel in ni bilo enostavno, ne, ni bilo enostavno. No in potem seveda so se te stvari odvijale naprej, jaz nisem nič posebenega pri tem, nisem niti pravzaprav morski biolog, jaz po svoji specialnosti sem biokemik, res pa je, da sem se ukvarjal tudi z morskimi organizmi in kot pravzaprav ljubiteljski potapljač in fotograf sem pač napisal tudi 2 knjigi pa veliko teh člankov o morju, ne. Ampak jaz se nimam za pač morskega biologa, da ne bo pomote, ne. No, zdaj vi to zelo skromno, jaz moram povedati, da mi vaši knjigi vedno s sabo na morje vzamemo, že desetletja, no eno desetletje. Ja, eno malo več. Ja. Ja, pač, no, saj tako počasi pride do tega, no, mislim tudi, moram reči, da v Sloveniji je bila ta tradicija, recimo, zdaj ne bi začel, prej sem omenil, no, če ima kdo možnost, pred leti je bil dokumentarc na TV Ljubljana z naslovom Lovci teme. Tam je zelo dobro popisana ta zgodba potapljanja na Slovenskem in seveda ne moramo iti mimo bratov Kuščar in tako imenovanih Račanov, ki so začeli s potapljanjem, ne, to je bilo v Jurjevu pri Senju. Knjiga, ne, torej Sprehodi pod morjem je prva v bistvu knjiga v slovenščini, slovenskih avtorjev o potapljanju in oni so tudi začeli dejansko vse potapljati, seveda ne z akvalungami, ki jih pred drugo svetovno vojno še ni bilo na razpolago, ampak s tako imenovano nargilo, s tlačilko, kjer je nekdo pumpal dobesedno z avtomobilsko pumpo zrak v cev, ki jo je potem skozi posebno čelado, v bistvu ta čelada je predstavljala nek potapljaški zvon, ne, se pravi, tisti, ki je bil pod vodo, je mogel biti v navpičnem položaju, ne, in ta zrak je prihajal v čelado in potem je lahko on ta zrak dihal. Seveda, če bi se nagnil, bi voda zalila to čelado in potem bi bilo tega dihanja konec, oziroma ali če bi se nekdo utrudil pri črpanju, ne, tega zraka, ravno tako do voda zraka ne bi bilo in bi se zgodilo isto. No, ampak ta način jim je omogočil, da so nekaj 10 minut, 15-20 minut ostali pod vodo in na ta način, ne, se je ta zgodba o potapljanju tukaj na teh prostorih začela, kasneje se je razvijala in v Sloveniji smo imeli vedno zelo lepo tradicijo, predvsem podvodnih fotografov, tako da
snemalcev tudi do neke mere. Tako da mi smo nekako začeli s temi stvarmi približno v istem času, kot se je to začelo v Franciji, ne, in v drugih evropskih državah. Recimo Hans Haas, Avstrijec, ne, je tudi bil nek sodobnik Cousteauja, ampak on je, tudi njegovi filmi so znani, je pa mogoče nekoliko manj znan, zato ker je pač prihaja iz države, ki načeloma nima morja, ne, to je Avstrija. Ja. Pa tudi o Cousteauju mu je treba zelo priznati, da je zelo dobro znal uporabiti filmski medije, da je zelo dobro komuniciral z javnostjo, da je zelo znal pokazati stvari. Ja, v bistvu ne, to ste videli v filmu, ne, Cousteau se je znal zelo dobro prodati, ne, to je bila verjetno njegova največja kvaliteta, ne. Ja, je tudi en ganljiv stavek v filmu, na koncu, ko reče, se mi zdi, da sem celo življenje samo zbiral denar, samo iskal denar. Ja, ne, sej, glejte, pač nažalost ne gre drugače, ne. Jaz ga zaradi tega nič ne obsojam, tudi tisto njegova epizoda z naftno industrijo, spet v 60-ih letih je bila nafta, vse si nismo mogli predstavljati, ne, da se bo pač zgodilo, kar se bo zgodilo, da je pač to, da so fosilna goriva tak problem, ne. To vemo danes, takrat se to ni vedeli in pač če je dobil denar za svoje projekte na ta način, ga ne smemo obsojati, ne. Z današnjimi očmi stvari izgleda drugače, takrat pa niso izgledale tako, ne. To mogoče samo preden vas še par aktualnih stvari o stanju morij in oceanov vprašam. Mogoče samo še to, vi že nekaj časa skupaj s svojimi študenti in svojo soprogo raziskujete v Kostariki. Raziskujete gozdove, raziskujete morja. Kaj je tisto zanimivo? Se da to kakorkoli primerjati po pestrosti z našim okoljem? Glejte, včeraj sem obsežno, a ne? Ja, to nimamo časa za to, ampak ravno včeraj sem imel eno predavanje, včeraj je bil svetovni dan biodiverzitete in imel sem predavanje v Arboretumu v Volčjem potoku, kjer je tudi ena v Bolkovi galeriji, malo reklame naredim, ena razstava teh mojih fotografij iz Kostarike. Danes je eden najhujših problemov na tem planetu izumiranje vrst. To je, če pogledamo, kje so meje planeta, ne, mi govorimo o klimatskih spremembah. Seveda klimatske spremembe so podlaga za marsikaj, ampak v klimatskih spremembah še nismo tako daleč, da se teh ne bi mogli ustaviti, ne. Zdaj, seveda se jih ne bomo ustavili, jaz sem zmerni pesimist, kar se tega tiče. Ker smo pač ljudje bedaki, pa, oziroma ne ljudje, ampak politika, ne, svetovna trgovina, liberalni kapitalizem, da ne bi teh stvari zdaj začenjali, pač tako je. Dve stvari sta pa tisti, kjer smo presegli že vse razumne meje, oziroma kjer pravzaprav ni več povratka nazaj. Eno je obremenitev okolja z nitrati in fosfati, ki so seveda posledica umetnih gnojil. Tukaj se je ta mikrobiološki cikel porušil, mikrobi ne morejo več teh ogromnih količin, ki jih mi dajemo za to, da izboljšujemo pridelek, torej zemljo odstraniti. Še hujše je pa za izgubljanjem biodiverzitete. Torej izumiranje vrst danes je glavni, ključni problem. Mi smo zdaj v geologi pravijo v obdobju antropocena in v antropocenu izgubljamo približno 1000 vrst na dan. Na dan, ne? Zdaj, to je ocena. Zdaj, da se razumemo, pa to niso tigri, ne, kaj zdaj, pa mislim, seveda so ogroženi, ne? Ampak, ali pa pande, ali pa ne vem, ali pa sloni, ali pa medvedi in tako naprej. To so seveda vse ogrožene živali, ampak morate vedeti, da te živali so ikonične, to so karizmatične živali. Tudi
veliki beli morski pes, ne, čeprav se nam ne zdi ravno simpatičen, je ikonična žival. In takih živali ni pravzaprav težko medijsko ne, promovirati in jih ščititi. Ampak v ekosistemih so cele vrste živali, za katere mi sploh ne vemo, jih ne poznamo dobro, ne poznamo njihove biologije, ne poznamo njihove vloge v okolju. Ne. In mi seveda ne poznamo tistih sprememb, ki vodijo k izumiranju teh vrst. Morda jih niti še nikoli videli nismo, večina, ne, pa jih tudi nikoli ne bomo, ker so že izumrli. Da se razumemo, to so ocene, ne, to niso, bom rekel, zdajle v tem trenutku preverljive stvari, ampak nekako zaradi pritiskov, ki jih človeška populacija in seveda njene potrebe ne, imajo do tega planeta, ne, so vsi drugi organizmi ogroženi. Zdaj, kar se tega tiče, je tako. Jaz vedno pravim, biodiverziteta stališča narave je nekaj, kar se bo ohranilo, ne, v drugačni obliki, z drugačnimi vrstami. 260 milijonov let nazaj, ko je v velikem perenskem izumrtju izumrlo 96% vseh vrst, ki so takrat naseljevale planet, se je torej v 260 milijonih let življenje popolnoma obnovilo in sigurno je še danes biodiverziteta bistveno večja, kot je bila takrat. Torej narava vedno najde pot. Ne. Problem je pa seveda ta, da kaj ta biodiverziteta pomeni za nas. Za nas, zame je biodiverziteta v prvi vrsti ne biološka, ampak estetska kategorija. Ne vem kako vi, ampak meni načeloma je veliko lepše živeti na planetu, kjer obstajajo tigri, morski psi, gorile, orangutani, žirafe, da ne omenjam še tisočev in tisočih drugih vrst, zato ker to na nek način bogati tudi moje življenje, ne, ga dela lepšega. Če tega ni, je življenje puščava. Ne. Lahko seveda gledamo na te stvari tudi drugače, ampak tako je. Zdaj, narava, če izumre neka taka ikonična žival, ne bo zaradi tega nič prizadeta. Briga naravo za to, ali imamo morske pse, ali jih nimamo. Bo pa kaj drugega. Ne? Ampak nam bi morali biti to v poduk. Če pobijemo vse kite, kaj nam potem ostane? Ne? Mislim, lepo je videti kita grbavca na takem posnetku, še lepše ga je videti v živo. Ne? Tako da, to je tisto. Ne? Zdaj, če pogledate druge ekosisteme, ne, seveda oceani so veliki, to, kar je bilo vprašanje, jaz vedno malo zaidem, Kostarika, ne. Tropski deževen gozd je približno ista zgodba. Mi hodimo v Kostariko zato, pač imamo to možnost, ker sodelujemo z Univerzo na Dunaju, ki ima tropsko raziskovalno postajo v enem najbolj biodiverzitetnih koncev tega sveta. Kostarika je velika za 2,5 Slovenije, tam pa živi približno med 4 in 5% vseh znanih vrst na našem planetu. To se pravi, to je neverjetna točka, ne, biološke raznovrstnosti in smo lahko srečni, da lahko tam vsake 2 leti recimo preživimo kakšne 3 tedne. Prostite, govorite o živalih ali o rastlinah? Govorimo o vsem. Govorimo o vseh organizmih. Ne. Kot primer, v tem delu tropskega deževnega gozda, kamor mi hodimo, na 1 hektaru, torej 100x100 metrov, ne, so botaniki identificirali 179 vrst dreves. Samo dreves. Brez epifitov, brez podrasti, brez ovijalk, samo lesenih, lesnih, drevesnih vrst. Pri nas recimo v srednjeevropskem listopadnem gozdu je ta biodiverziteta, to bo verjetno vaš mož bolj vedel, ampak okej, ker je pač gozdar in se s tem ukvarja, ampak jaz bi rekel, da je tukaj nekje, če je 10 vrst na hektar, je to že zelo, zelo bogato. Ne.
Torej, to so nekako ta razmerja. In ohranjanje teh ekosistemov na kopnem in biodiverzitete na kopnem seveda ni nič drugačno kot ohranjanje biodiverzitete v oceanih. Ne. V bistvu saj mi varujemo planet, mi ne varujemo posameznih vrst. Ne. V ekologiji oziroma v biologiji že zdavno to preseženo. Samo s tem, ko varuješ habitate, ko varuješ ekosisteme, lahko varuješ tudi vrste. Če tega ne narediš, vrsto lahko zavaruješ samo v živalskem vrtu. Jo daš v kletko in tam je zavarovana, dokler je. Ne? To je to. Ampak to nočemo. Ne? Toliko mogoče o tem. Mogoče kakšno vprašanje? Jaz bi sam še en dodatek, mislim, da ko sem šel skozi ta vprašanja, je bilo še eno vprašanje o plastiki. Ne? Ja. Torej, ena od zelo takih prizorov v tem filmu, ki se je meni vtisnilo v spomin, je tisto, ko vrže iz Kalipsa čez odpadke, ne, in plava tam med seveda tistimi olupki tudi recimo nekaj plastičnih kosov, neka steklenica kečapa ali ne vem kaj. In tam se tudi ta Filip, ne, se zamisel, ne, na tem in tudi čika ne odvrže več v morje. Ne. No, to je druga stvar, tudi vsi kadijo, ne, na teh potovanjih k Turki, ne, jaz ne kadim, čeprav sem Turk, ne, ampak drugače pa vidite, da tudi med potapljači, ne, to ni najbolj za pljučno kapaciteto, če veliko kadiš, ampak na Kalipsu so kadili praktično vsi. Ampak ta prizor, ne, je nekako pomenljiv, ne, ker vemo, da danes v oceanih en največjih problemov je plastika. Mikroplastika, ki se prvič nalaga v teh vorteksih, v oceanskih tokovih, te otoki plastike nastajajo v samem oceanu na površini, ampak še bolj je pa problem tisti, ker se razprši, ker se razgradi na majhne kose, plastika načeloma ne izpuhti, ne, se pa razgradi na te majhne kose in te majhni mikroplastika, kot jim rečemo, in celo nanoplastika prihaja recimo v prehranske verige. Nekatere vrste, recimo prej sem omenil albatrose, so zelo kontaminirani s to plastiko, ne, poginjajo v želodcih, ne, so prepleti te plastike. In seveda plastike je danes toliko, da tega mi več nismo sposobni očistiti. To je iluzija. Ne? Popolna iluzija. Mi lahko zmanjšamo vnos, ampak plastika, ki prihaja iz kopnega, največji onesnaževalci, kar se tega tiče, so seveda dežele v jugovzhodni Aziji in Kitajska. Ne? Tam pride v svetovne oceane največ plastike, ker pač ni recikliranja, ni ničesar. In skozi to, ne, in zdaj pa seveda na to plastika ima cel kup aditivov in na plastiko se obeša tudi cel kup nekih organskih molekul, ki se adsorbirajo gor. Številne od teh so strupene, številne od teh so kancerogene, številne od teh so hormonski motilci in to je dejansko zelo velik problem. No, letos je prav neko leto, ki skuša osveščati ljudi okrog tega. Zdajle junijska številka National Geographica, slovenske in pa tudi svetovne izdaje bo posvečena ravno tej tematiki. In tudi številna predavanja se vrstijo na to temo, tako da to je, ne, poleg izgubljanja, ne, se pravi, teh vrst, siromašenje biodiverzitete eden glavnih, če ne kar glavni problem trenutno v svetovnih morjih in oceanih. Tukaj pa mogoče lahko še kaj naredimo. Ja, jaz mislim, da ne dosti. Ne. Mislim, mi lahko povečamo recikliranje, ampak glavni problem plastike v oceanih seveda so mreže, ne, predvsem pa embalaža. In kot primer, recimo včeraj sem si šel kupiti nov brivski aparat, pač žilet, ne, jaz se brijem na klasičen način, zato sem šel kupiti, da sem danes svež obrit, ker ponavadi nisem. In sem skoraj znorel, mislim res. Kupil sem si
tist navaden, ne, zastrgati kocine iz obraza, najprej škatla, takale, seveda plastična, ovita najprej za nekim celofanom, na katerem je bilo vse potiskano, ne, v 27 jezikih Evropske unije in še ostalih, ne, to si mogel najprej odviti. Potem je bila škatla, sem jo odprl, pa to ni bilo še zadost. Potem je bil še ta strgalnik v posebni plastični embalaži znotraj tega in potem so bile še tiste klince v posebnem škatli plastični znotraj tega. Pa sem rekel, ampak to je to. To je to. Ne. Jaz si ne delam iluzij, no vem, da je plastika neobhodna in da plastika seveda za določene stvari, ki jih potrebujemo, je nujna. Ampak tista plastika ni problematična. Če imate vi plastične, recimo kanalizacijske snovi, pač jih imate, ne, tista plastika ne bo prišla v okolje. Ne. Ampak embalaža pa pride. Ne. To je pa dejansko problem. Slovenci porabimo na leto 500 plastičnih vrečk. 500 na prebivalca. Prosim? Lejte, spomnite se, vsakič, ko greste v supermarket in kupite sadje, daste to v vrečko. Ne govorimo o vrečkah, ko greste v trgovino, ampak recimo v polietilenskih vrečkah. Ja, to pa ja, seveda, tudi to je plastika. Ne? In ne, 500 teh vrečk ima življenjsko dobo, uporabno življenjsko dobo pol ure. Toliko, da to iz štacune prinesete domov. Povprečje v Evropski uniji je 200 vrečk, v Sloveniji 500. Še eni prvaki smo Slovenci, ne, ker je totalno bedarija. Ne. Prižiganje plastičnih sveč na pokopališčih. Katastrofa. Jaz za 1. november se držim za glavo, ker mi ni nič več jasno. In en fajn stavek je tukaj, mrtvi tega ne potrebujejo. Kusto je rekel, ja, kaj čem zdaj, se itak mrtev, ne, za svojega očeta. Ne. Mogoče se sliši grobo, tukaj v tem kontekstu je bilo to zelo čuden, ampak dejansko spomnite se, ko greste na grobove svojih bližnjih, ja, prav je, da se jih spomnite se jih, vsak dan si jih lahko spomnite. Ni nujno, da je to tisto, da zato, ker ima sosed 5 sveč na grobu, jih mora imeti pa moj pa 20. Ne, in to so take stvari, kjer lahko dejansko stvari spremenimo. Globalno gledano seveda bo pa ta problem ustal, zato ker plastika se fragmentira, ne, se pa ne razgrajuje. Razgrajevanje je nekaj drugega kot drobljenje, ne, bi rekel. Ne. Bakterije pač nekatere lahko sicer določeno plastiko presnovijo, prebavijo, ampak tako velikih količin pa žal ne morejo. Ne. In to je grožnja, ki je realna, ki je tukaj in bo tudi nažalost ostala. Toliko. Ja, izvolite. Ja, jaz bi tu nadaljeval ob tej plastiki, namreč 2 leti nazaj smo gledali en dokumentarni film slovenski, ki je govoril o problematiki recikliranja odpadkov in tam na koncu, pa ni bilo v tem abonmaju, je bil prostor v kinematografih in tam na koncu je ena mlada biologinja z Pomorske biološke postaje govorila ravno o tem, kar ste vi, s čemer ste zaključili. No in mene pa zanima, zdaj poznamo te fenomene iz Tihega oceana, otoke, plastike in tako naprej, kakšno je pa stanje na primer v Jadranu in Mediteranu, ko so bolj zaprta morja? Koliko je tega? 3 tedne nazaj, ne, ste videli, ne? Cela obala slovenska je bila zasvinjana s plastiko, pobirali so to plastiko iz morja, iz obale v Troc, ne. Mislim, ne. Mogoče je bila smola, da se je tok nekoliko obrnil. Jaz mislim, ta plastika v ta severni del Jadrana oziroma Tržaški zaliv je prišla iz pada, ne. Ker reke so seveda tiste, ki največ tega prenesejo v morje, potem je pa odvisno od tokov. Ne. Zdaj, če gre ta tok predominantno gre dol, ob italijanski obali tega mi ne dobimo. Če se zaradi določenih razlogov ta tok nekoliko obrne,
se zna zgoditi, ne, da se stvari poklopijo in ta stvar pride sem. Sej pejte pogledati, vsaka plaža na Jadranu, ki je obrnjena recimo proti jugu, ne, je nasvinjana z plastiko. Plastika, ki pride iz ladij pa iz plovil v morje, je minorna stvar. Ne. Največ tega pride iz neurejenih smetišč, veter raznaša to. Albanija, recimo, tam se mečejo stvari na kupe, ne, in od tam stvari pridejo. Recimo na Mletu sem enkrat videl, to je bilo pokrit s plastiko, zato ker je pač tok prinesel to iz Albanije, ker tam je blizu. Ne. Tako da mislim, da sicer če gledamo neke podatke, je tega recimo precej manj, ampak še vedno pa je, ne, in v dovolj velikih količinah, da lahko rečemo, da ta onesnaženje obstaja. Ne. Jaz bi sam še eno stvar v zvezi s filmom, ne, in sicer ta prenos, ne, pa, ki se zgodi, ko potem tudi oče ob odhodu na Antarktiko iz nekih drugih razlogov, ne, s sinom ponovno najde tisti čudoviti svet, ne, naravo, ki jo še nismo uničili. Ne. Namreč verjetno ostaja za vse nas upanje, da te mlade generacije, ki prihajajo, ki jih tudi vi izobražujete, ne, imajo morda kakšen odgovor na to, kaj pravzaprav narediti. Ne. No, lejte, jaz vam lahko povem z stališča in očmi svojega sina, ki, kot sem rekel, je bil točno ta postaja, ki je tukaj, to je ena opuščena kitolovska postaja na enim od otokov pred antarktičnim polotokom, ne, točno te slike, to je ista lokacija, ne, in to je staro, to je tam od začetka, ne vem, 19. stoletja, ker na Antarktiki nič ne propade, pač ostanejo te stvari, ne. Tudi tiste, ne vem, če ste videli kontejnerji, to je bilo včasih za shranjevanje kitovega olja, ki so ga tam direktno iz maščobe pridobivali. In on je pač rekel, ja, ko prideš na Antarktiko, še vedno izgledajo stvari neokrdene. Ne. Recimo v enem od zalivov pokazal slike, so bile kot podmornice, ne. Recimo je bilo 20, 25, 20-metrskih kitov grbavcev, tako en zraven drugega parkiranih. Ne. Ampak, ne, to je tisto, kar je mogoče nas lahko zavede. Problem je, ker se antarktična plošča topi, tudi zaradi klimatskih sprememb. Ne. Zdaj, bolj ko se topi, ne, več je, bolje morje zaslajeno, ne, in zaradi tega navidezno bolj zmrzuje, ne, ker če ima manj soli, prej zmrzne. In zato tisti zanikovalci podnebnih sprememb pravijo, ne, saj Antarktika pa se ledena plošča povečuje, ne, ampak v resnici je to problem, zato ker se temporarno, ampak to ni tisti stalen led. Stalen led se pa topi. Torej, led, ki pokriva antarktični kontinent, se topi, ta več ledu, ki nastaja, je samo v zimi, ne, poletje pa dejansko ledu vedno manj. In ker se poleti tja hodijo hraniti kiti, je pa zaradi tega, ker je takrat manj ledu, manj krila. Kril je pa osnova vseh teh prehranskih verig za te velike sesalce, ne, in če tega ni, ne, seveda so tudi kiti ogroženi. Ne. Tako da včasih, ne, mi nekako idealiziramo stvari, ne, oziroma nam jih tisti, ki hočejo, seveda imajo neke svoje računice predstav drugače, ampak če gledamo strogo znanstveno, ne, pa žal stvari niso take. Ne. Tako da tukaj, ne, je tudi Antarktika je ogrožena. Zdaj sicer se pogovarjajo o podaljšanju, ne, tega antarktičnega sporazuma, nekako do leta 2048 naj bi veljal, ne, ampak interesi so dejansko zelo veliki, ne, tistih držav, seveda, ki imajo na Antarktiki tudi svoje raziskovalne postaje, ne, da bi to nekako. So pa po drugi strani zdaj uspeli pravzaprav največje morsko območje okrog Antarktike zavarovati, ne,
To je ta vedel Porossi, ne, v teh, torej glavni del Antarktike. In to je v bistvu nek naravovarstveni uspeh, ki pa ne bo dost zalegel, če seveda se klimatske spremembe ne bodo vnesle. Ne. Ja. Ja. Prvič sem dokumentarc videla leto dolg nazaj o tovornem prometu v tem kontejnerskem posvetu. Pa je bilo prikazano s temi katastrofa in da menda ravno povezujejo te samomore kitov oziroma z okvaro sonarja. Torej, da jim okvarijo, ker je tak promet. Ja, seveda, lejte, to je tudi en od problemov. Ne. Veliki sesalci, morski sesalci imajo sonar, imajo tako kot podmornice, recimo, ne, se tudi oni preko tega sporazumevajo. To so sicer ponavadi ali zelo visokofrekvenčni toni ali pa zelo nizkofrekvenčni. To nekoliko od vrste odvisno. Ne. In zdaj ves ta promet, ki je močno moti, ne, to orientacijo teh živali in sporazumevanje med njimi. To je vsakomur jasno, recimo, če greste vi se potapljati, ne, v poleti, večinoma rekreativno se potapljamo poleti, ta svet tišine, ne, kot se imenuje ta dokumentarc, že dolgo več ne obstaja. Ne. Ker zvok vsakega motorja na barki, čovnu, tako naprej, se pod vodo zelo, zelo dobro sliši, ne, oziroma se sliši preveč. In problem je seveda, ker mi pod vodo ne moremo locirati, od kje prihaja, ne, medtem ko recimo morski sesalci pa lahko, ravno zaradi tega sonarja, ne, ki ga imajo. Ne. In to verjetno moti tudi nekatere selitvene poti, ne, zato se mogoče dogaja to, da ne tako malokrat kiti ali pa te večji delfini nasedajo na obalah. Tega sicer ne moremo čisto povezati, ampak možno pa je. Ne. Zdaj, jaz bi predlagala še eno vprašanje, potem pa počasi zaključimo, čeprav tema je toliko zanimiva, da bi lahko nadaljevali. Izvolite, gospa. Ja, hvala lepa. Mene je pa film lepo nekako ponesel nazaj v otroštvo, ko smo z zanimanjem spremljali te serije o Kalipsu in o raziskovalcih. Če se spomnim, so bili to črno-beli filmi, meni se zdi, no, tako nisem čisto prepričana, ampak jaz sem bila še majhna punčka, ko smo to gledali. Vedno sem občudovala te potapljače, predvsem stališča poguma. Se mi zdi, da pač veliko ljudi ima rado morje, vsi gremo radi, plavamo, tudi se potapljamo, ampak ne pa tako kot to, ne, kot je prikazano v filmu. Se mi zdi, da moraš imeti kar korajžo, da greš tako, pač jaz kar občudujem, no, s kisikom in s tem. Še posebej zato, ker v bližnji okolici in celo v sorodstvu beležimo 5 smrti pod vodo mladih ljudi, no, tako da celo v sorodstvu, žlahti, bratrančeva hčerka. Tako da to nekako malo eno tako strahospoštovanje do teh globin morskih. Tudi te posnetki z morskimi psi, ne, se mi je zdelo, kaj se bo pa zdaj pokazali še, no, ko so snemali morske pse, ko jih je bilo vedno več. Pa še eno vprašanje mogoče, govorili ste o izumiranju vrst v naravi, a mogoče ni to bilo nekako vso zgodovino, pa samo ni bilo tako močno opazovano in beleženo, kot je zdaj, ko je možnost vsega tega zelo opazovati na dneve, na minute, na ure, kaj se dogaja. Ne. Meni se zdi, da pač ta življenjski tok je vedno, se je nekaj je izumiralo, nekaj je nastajalo. No. Tako, to. Hvala lepa. Ja, zdaj prvo, kar se tiče nevarnosti potapljanja. Ne. Seveda, potapljanje je tako kot vsaka druga taka, bi rekel, dejavnost, ki poteka v okolju, ki je pravzaprav do človeka sovražno in na katerega človek ni prilagojen, do neke mere nevarno. To je isto kot
alpinizem, ne, recimo, ali pa letenje, kot smo videli, ali pa pač vsi te ekstremni habitati, ki niso naš dom v bistvu, ne. Zdaj tehnično gledano, ne, jasno, oprema v tistih časih je bila dokaj preprosta, ne, ampak jaz se spomnim, pa kolega Popovič se bo še bolj, ko smo se mi začeli potapljati te, recimo to, kar ste videli tukaj, to je ta tako imenovan enostopenjski regulator, ne, s temi cevmi, ne. To v bistvu je bilo tako, da če si mal bil v nepravem položaju, je voda ti pretekla v usta, ne, in potem si mogel to ven izdihniti in skratka ni bilo, pol, ko so izumili dvostopenjske regulatorje, ne, tega ni bilo več. Tako da tehnično gledano, seveda od začetka je bilo najbrž tudi nekoliko več nesreč s tem. Poleg tega vemo, da pod vodo je treba upravljati, če si dolg časa pod vodo, pa dovolj globoko moraš upravljati dekompresijske postanke. Cel kup takih stvari je, ne, ker pač fiziologija tam deluje drugače. Drugače pa potapljanje ni nič bolj nevarno, kot jaz pravim vožnja s kolesom, ne, če se držiš pravil, pa seveda, če veš nekje, kje so tvoje meje. Zdaj, glede tega morskega življenja, ne, ja, morski psi, seveda, to je zdaj pač ena grozna žival, ne, ne vem, jaz nimam pred tem straha, ampak spet odvisno, kje pa od vrste morskega psa, ne. Recimo, če se greš potapljati tamle, ko je tudi pokazali to kolonijo tjulnjev, recimo v Cape Townu v Južni Afriki, ne, tam jasno je velika verjetnost, da boš nabasal tudi na velikega belega, ne. Če so pa to neki teli grebenski morski psi, ne, pa če se potapljaš podnevi, pa praktično ni nobene nevarnosti. Tako da so pač vedeti moraš, poznati moraš, v kaj se spuščaš in vedno je stvar potem neke zdrave presoje, ocene tveganja, kot vsaki drugi stvari. Kar se tega tiče, se mi ne zdi potapljanje ne vem kako nevaren šport, ne. Čakajte, pa še nekaj ste vprašali. Ja, izumiranje. Ja, lejte, izumiranje seveda je bilo, ne. Moramo vedeti, da človek je bil sposoben v nekaj, recimo primer, golob selec, ne, to je en tak zelo eksemplaričen primer. Golob selec je ameriška vrsta goloba, ki je pač živel v jatah, velikih jatah, to so bile ogromne, to, ko so golobi leteli, se je praktično stemnili, to so bile tako velike jate. Ocena je bila, da v 19. stoletju, torej v drugi polovici 19. stoletja, da je bil to vrstno najbolj zastopana vrsta ptičev na planetu. Človek jih je uspel iztrebati do zadnjega v recimo samo 25 letih. So pobili vse, ne, posekali drevesa, zato ker so pač jih rabili, s katerim se je pač ta plodovi, predvsem ameriški kostan, ameriška bukov in hrast, to je šlo, hrane ni bilo več, golobi so izumrli. Ampak to je ena vrsta. Takih vrst je še nekaj, recimo Stellerjeva morska krava, to je recimo en bližnji sorodnik manatija, ki je živela na enih otokih v Beringovem prelivu, ko so pač mornarji pripluli do tja, krave te živali jih niso poznale, se jih niso bale, so jih pobili praktično v nekaj letih vse. Ne. Ampak to so izumrtja, ki so povezana z, bom rekel, direktnim, ne, lovom, recimo temu, ne, ali pa nekim zelo fokusiranim uničenjem habitata. Danes pa pravzaprav živali in drugi organizmi, rastline izumirajo zaradi pritiska na celoten planet. To je tako, kot veste, rečete prispodoba, recimo, se mi zdi primerna, onesnaženje planeta, ne. Pred leti sem bil v Manchesteru, Manchester je imel recimo v 19. stoletju najbolj razvito industrijo, tekstilno industrijo, ne, in v
teh predilencah bombaža, je bila v glavnem delovna sila je bila Irska. Življenjska doba teh ljudi, ki so delali tam, je bila 27 let. V 19. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja. Onesnaženje, ki ga je ta industrija povzročala, je bila enormna. Ampak kaj? To je bilo točkovno onesnaženje. To je bilo onesnaženje v Manchesteru, pa mogoče v radiju parih kilometrov okrog. Danes take industrije ni več, takega onesnaženja ni več. Tudi pri nas smo v bistvu vse te tovarne, ki so, danes je Sava sigurno bolj čista, kot je bilo pred 30 leti. Ne. Ampak globalno gledano, zaradi onesnaževanja, ki je nevidno, ne, z raznimi polutanti, pesticidi, kemikalijami in tako naprej, ne, je pa seveda danes to globalen problem. Ne. Tako da te stvari niso enoznačne, ne, in jih je treba v bistvu gledati v globalnem kontekstu, ker danes lahko, pred 50-60 leti je bilo to bistveno težje. Zdaj, jaz bi čisto za konec, da ne bomo šli zelo molovsko razpoloženi od tukaj, bi mogoče vseeno se za hipec vrnila še nazaj k filmu, ki smo si ga danes ogledali, torej Odiseja Jeroma Sala. V tem filmu je meni zelo všeč, kar sploh opažam pri Francozih, ko snemajo filme o svojih legendarnih sonarodnjakih, kako zelo kritični so oni do njih, ne samo ne kažejo samo teh njihovih pozitivnih plati, ampak tako nekako te podobe niso črno-bele, kar se je zelo lepo pokazalo tudi v tem filmu o Jacquesu Cousteauju. Tudi lani so si privoščili nekaj podobnega, pa sploh z njihovim najbolj nedotakljivim filmskim ustvarjalcem Jeanom-Lucom Godardjem, ko je Michela Zanavisius, najbrž ste videli njegov film Umetnik, ta črno-bel film, ki je dobil tudi Oskarja, si je privoščil posneti en tak zelo kritičen portret do tega zdaj v Švici živečega filmarja na en tak podoben način, kot je Sal tukaj pokazal Cousteauja, pač vsej tej pestrosti, ne samo njega kot raziskovalca, ampak s to neko zgodovinsko distanco, z neko človeško distanco, z vsemi temi težavami, ki jih je imel. Če sam ne smem, še ena v bistvu zanimiva zgodba, ki tukaj v filmu ni niti omenjena. Cousteau je imel brata. Ta njegov brat med drugo svetovno vojno je bil kolaboracionist in je v bistvu bil urednik enega zelo antisemitskega časopisa, ki je tudi pozival k pravzaprav eksterminaciji Judov v tej višijski Franciji. In brat njegov je bil po vojni obsojen na smrt in so ga potem sicer pomilostili in tudi leta, mislim 54 je potem prišel ven iz ječe, ampak seveda Cousteau, ki je bil pa komandant tudi v mornarici in se je boril na strani Angležev tudi v severni Afriki za to francosko floto golistov, pač so bili zavezniki, se je temu bratu odrekel in nikoli nobenih stikov z njim ni imel. Tako da tudi to mogoče zanimivo kaže na to stigmo, ki jo tudi mi v Sloveniji ves čas poslušamo. To ni samo naša zgodba, je tudi zgodba tudi recimo ene tako slavne družine, kot je bila družina Cousteaujevih, da brat na eni strani, drug na drugi strani, en postane slaven, drug pravzaprav postane izdajalec. To sem prebral, se tega nisem vedel, ampak ko sem si malo gledal to biografijo Cousteauja, je tudi ta stvar omenjena, ki pa tukaj ni, v filmu se osredotoča samo
njegovo ožjo družino. Ja, bogato življenje. Jaz bom zdaj še drugič poskusila pozitivno zaključiti. Ja. Zdaj bom pa rekla, vam želim eno zelo lepo poletje. Moram vam povedati, da sem zelo uživala celo sezono z vami. Nisem si v sanjah predstavljala, da v Sloveniji obstaja tako občinstvo, ki toliko zelo ceni filme, s katerimi se da toliko fino pogovarjati po filmih. Tako da hvala lepa za vse pogovore, za vse res dragocene misli, ki smo si jih tukaj delili od septembra. Tom, vam hvala lepa. Mislim, da lepšega zaključka, kot smo ga imeli s filmom in s tem pogovorom, ne bi mogli imeti. Upam, da se vidimo v prihodnji sezoni. Zadnja beseda je pa vaša. Ja. Ja, hvala Ingrid za to, ampak da ne bom tudi jaz izpadel, prej sem rekel, da sem zmerni pesimist. Ne. Seveda pač situacija je kakršna je, ampak to pa ne pomeni, ne, da ne moramo sami pri sebi, ker edini sami pri sebi lahko kaj spremenimo in da pravzaprav ne moramo delovati v dobrobit tega planeta, tako da seveda jaz bi zaključil s tem, ne. Dajmo se potruditi, kolikor je v naši moči, morda bomo pa vendarle kaj rešili. Hvala lepa.